Ko sem izvedel, da bomo sredi zime dobili na test Fiata 500C, ja, C kot Cabrio, me je kar zmrazilo. Nazadnje sem ga hitro porinil naši Rebeki, ker z ženskimi avti se pa res ne kažem rad. Sem jo ravno iskal v imeniku, ko sem ga zagledal. Huda barva, sport oprema, lepe feltne, kar kriči od moške agresije. Malček tudi po 8 letih še vedno izgleda super, sploh s temi lepimi platišči pa s to fino modro barvo. Dobro, Abarth izgleda še huje, ampak pri tem lahko odprete streho in peljete recimo smuči. Različica S je sicer zelo bogato opremljena s kupom aerodinamičnih dodatkov, da res dobro izgleda. Znotraj pa ima takšne rdeče napise, pa to lepo ploščo v mat barvi, no in te merilnike. Ti imajo zelo privlačno grafiko, kup hkratnih informacij in merilnik turbo. To je najpomembnejše in že samo zaradi tega mislim, da je tole igračka za moške. Tamle spredaj brni 9 decilitrski, ja, to je manj kot tetrapak mleka, dvovaljnik s turbopolnilnikom, ki proizvede 77 kW oziroma 105 konjev. Sploh ni malo za enotonsko zadevo. Včasih so ponujali še takšnega z 62 kW, zdaj pa je med dvovaljniki ta edini v ponudbi. Meni je že prav, čeprav se mi po eni strani zdi nenavadno, ker ta motor so primarno razvili zaradi majhne porabe, tako pa pod 7 litrov dejansko sploh ne morete priti. Da ima samo 2 valja, se ne da preslišati. Zvok je precej nenavaden, tudi glasen. Pri določenih vrtljajih je frekvenca vibracij ravno takšna, da se zvok prenaša po celotni kabini. Brni skratka, ampak je fino. Te kar sili k priganjanju, še posebej zato, ker tako hitro pride do blokade. 10 sekund do stotice na papirju modela krivico. Se zdi, da je hitrejši, verjetno zaradi brnenja. Sicer je tudi precej trd in posledično okreten, brez pretiranega nagibanja v zavoji. Mala igračka skratka. Dokler ne vidite cene, ta, ki sploh ni polno opremljen, vas bo olajšal za dobrih 17 tisočakov. Še dobro, da je zunaj dovolj mraz in lahko povem kaj neumnega. Recimo, da ga priporočam, ker kljub letom te še vedno zelo prevzame. Komaj čakaš, da se z njim zapelješ.